Na področju starejših je varuh vsako leto zelo aktiven. Srečujemo se z Zvezo društev upokojencev, ki nam poroča o kršitvah, o tem, kaj bi bilo še potrebno narediti. Srečujemo se z zastopniki pacientovih pravic, ki poročajo o tem, kaj je narobe na področju zdravja. Zdi se mi, da je najpogosteje kršena pravica do dostojanstva. To je tisto, kar mora ohraniti vsako bitje. In zagotovo ga včasih nimajo otroci, izgubijo pa ga lahko tudi starejši. Bodi si z nasiljem, bodi si s pritiski nanje, zahtevami po premoženju. Izgubijo lahko ga tudi v domovih starejših občanov, ker si sama ne predstavljam tikanja oseb, ki tja pridejo, kajti sicer lahko dobijo celo neko stopnjo otroka, torej visoko spoštovanje, cenim vse zavode in domove, ki si za to prizadevajo. Duševno zdravje je lahko velik problem. Seveda ljudje težko sprejmejo tudi demenco. Demenca je danes pojavna oblika starejših, lahko se zgodi tudi pri mlajših, a vendar moramo tudi odrasli poznati, torej svojci dementnih poznati pravice starejših, jih ne omejiti, a vendar jim pomagati. Tu se lahko zaplete tudi v bankah, pri policiji, ko ljudje ne vedo, kaj je z nekom starejšim, ki se je izgubil, ki govori zmedeno, ki pravzaprav lahko dvigne nek denar, ki ga sicer ne bi, in izroči tretji osebi. Nasilje je še vedno prisotno za štirimi stenami, starejši ne radi o njem govorijo. Bi pa opozorila na neko povsem novo stvar, to je recimo e-zdravstvo, e-naročanje. Starejši ljudje, ne vešči računalnikov, bodo temu težko kos in postavljeni so takoj v položaj, da jim mora nekdo mladih pomagati, zato včasih nimajo časa, treba je celo plačati in starejši so zmedeni, kako se bom naročil pri zdravniku, kaj prinašajo spremembe. Torej potrebno je ohraniti spoštovanje tudi tistih, ki niso tako vešči računalnika. V zadnjem času se precej govori o tem, da upokojeni nimajo pravice do plačanega dela. Ja, zagotovo tudi to področje sicer se je delno uredilo, vendar starejši ne bi želeli vrniti pokojnine za to, da delajo ali ohraniti v manjši meri. Po drugi strani pa seveda mladi pravijo, kje pa bo za nas delo, če bodo starejši podaljševali. Imamo pa probleme tudi prisilnega upokojevanja. Prisilnega upokojevanja recimo univerzitetnih profesorjev, ki morajo ob določeni starosti pokoj, so pa seveda še zelo aktivni, cenjeni doma in po svetu, tako da to se jim zdi tudi krivična ureditev. Potem kot varuhinja se ne strinjate s tem, da starejši v narekovaji podžirajo delo mlajši? Ne, mislim, da je dela lahko dovolj za vse in vesela sem vsakega sporočila, ko starejši dobi pravzaprav neko delo, s katerim si morda izboljša položaj. Tak primer je nekaj zaposlitev, za katere sem izvedela, kjer so najeli ravno starejše. Zdi se mi, da s tem jih spoštuješ. Zelo lepo bi bilo, če bi lahko postopoma prehajali v pokoj, da bi ostali še vedno v službah kot neki svetovalci na določenih mestih spoštovanja vredni, ker imajo veliko znanja, imajo ga tudi mladi, a izkušnje so marsikaj. Tako da tu je treba najti neko rešitev, ki bo tudi starejšim povedala, da so vredni vsega spoštovanja. Kaj pa bi morali storiti še starejši, da bi bilo manj teh kršitev? Sami opozarjati. A veste, če mi dobimo pisma, potem vemo, da je to problem. Lahko ga tisti hip ne moremo rešiti, vendar nas pomaga nam pri tem, da opozorimo pristojno ministrstvo, kaj je treba spremeniti. Torej, če starejši ne sporočajo in so tiho, njihovega glasu dovolj močnega ni in žal ostajajo preslišani. Torej, bom vesela, če se bodo oglasili, če nam bodo sporočali probleme. Sama se srečujem z Zvezo društev upokojencev, lahko pa kdaj pridemo tudi na teren k samim društvom upokojencev.